Jaz bi začel s tem, da smo v liberalni demokraciji precej zaskrbljeni, ko ugotavljamo, da predsednik vlade še naprej daje zelo slab zgled državljanom glede spoštovanja načela zakonitosti in pa pravne države. Na ta načela se sklicuje ponavadi takrat, kadar obračunava z političnimi nasprotniki, ko bi pa pravo moralo veljati za njegove politične sopotnike in vladajoče politike, to običajno odklanja. Tako je tudi v primeru ministra gospoda Podobnika. Gospod Podobnik je, kot je ugotovilo Računsko sodišče, dramatično in njegovo ministrstvo pač oškodoval davkoplačevalce. Ampak predsednik Janša se vseeno postavi nad zakon in odkloni njegovo uporabo. Obnaša se tako, kot so se svoj čas kralji. Za njih je veljalo, da se ne morejo zmotiti. Ampak tudi ta era se je končala pravzaprav že davnega leta 1215, ko je bila sprejeta ta znamenita Magna Carta Libertatum, ki je do takrat neomejeno vladavino kralja omejila z parlamentom. Tisto, kar je pomembno, je, da je oblast deljena in da nihče nima prevladujoče moči. Nobena veja oblasti ne sme prevladati drugih dveh in vlada mora zmeraj kot izvršna oblast biti podvržena nadzoru rednih sodišč, ustavnega sodišča in tudi Računskega sodišča. Naša ustavna ureditev je, kar se tega tiče, bom rekel, v polni meri dedič teh demokratičnih tradicij. Ampak ta nadzor ne more biti učinkovit, če v primeru kršitve zakonov niso določene sankcije za te kršitve. In Računsko sodišče je v primeru ministra Podobnika tako sankcijo izreklo. In če se vrnem nazaj k temu načelu delitve oblasti, ki je, bom rekel, sveto za vse, ki prisegajo na parlamentarno demokracijo, bi moral pač predsednik vlade to sankcijo izvršiti, ne pa z njo polemizirati. Če seveda meni, da je kaj ustavno nedorečenega, da je zakon, ki pač ureja delovanje Računskega sodišča v nasprotju z ustavno ureditvijo, ima preprosto pot, da to neustavnost preveri pred ustavnim sodiščem. Predsednik vlade ni tisti, niti njegova zakonodajna služba, da ne bo nesporazumel, niti njegova poslanska skupina niso tisti, ki ugotovijo neskladnost z ustavo, ampak v tej delitvi oblasti to neskladje pač preverja spet ustavno sodišče. Ampak tudi, če bi v tem trenutku predsednik vlade sprožil postopek pred ustavnim sodiščem, bi izrečena sankcija veljala in bi jo predsednik vlade moral izvršiti. To je pač bistvo tega problema. Če tega noče storiti, zato ker ga vodijo domnevno višji cilji, včeraj smo slišali pač, da je Slovenija v občutljivem obdobju predsedovanja. Se pravi, če pristanemo na to, da domnevno višji cilji opravičujejo ključne vladne ljudi, da lahko kršijo zakone, potem je to zagotovo konec pravne države. Tudi vam nihče, ki bi vas recimo ujel z radarjem, ne bi oprostil, češ, da se vam mudi v službo in da ste zato lahko upravičeno
prekoračili hitrost. Predpisi in zakoni so zato, da se jih spoštuje in tisti prvi, ki nekatere so tudi državljani najbolj občutljivi, so ljudje, ki so izvoljeni in to so pač poslanci in ministri in seveda najprej tudi predsednik vlade. Zato tudi ni nič neobičajnega, če večji ta manjši prekršek, ki ga povzroči nekdo od nas, ki smo si pridobili zaupanje ljudstva, požanje bistveno več interesa, kot če to stori kdorkoli od običajnih državljanov. Toliko v začetku glede izmikanja gospoda Janše glede zahteve Računskega sodišča, da razreši ministra Podobnika. Druga stvar, ki bi jo rad postavil ob bok tej in je zagotovo enako zaskrbljujoča, je način, kako vladajoča elita v tem trenutku razume varstvo človekovih pravic. Janševa vlada ima očitno tudi s tem zelo hude probleme. Tu mislim predvsem na ugotovitev informacijske pooblaščenke, ki je v svojem včerajšnjem poročilu povedala, da gre za dramatično kršitev človekovih pravic, tako po obsegu, kot tudi po načinu. Vse tiste zle slutnje, kaj da se lahko zgodi ob posegu v to zasebnost narobe, ki smo jih pred vami pač razgrinjali takrat, ko še niso bile jasne vse okoliščine, so se pokazale v vsej, bom rekel, svoji dramatični razsežnosti. Ministrstvo ni imelo nobenega predpisa, ki bi jim omogočal te vrste poseg. Ministrstvo je vodilo preiskavo na mesto organov pregona in poseg v zasebnost je bil narejen tudi mimo tega, da bi za to pridobili dovoljenje sodišča. Tu gre za, bom rekel, res množično kršitev in prvo, kar je, bi pričakovali, da minister Rupel pove, kdo je odgovoren, če že sam tega ni naročil, da se ne bi čez čas zgodilo, da bi kakšen nižji uradnik nase prevzel tisto, za kar slutimo, da je naročil minister Rupel. Drugo, kar je, da ne glede na to, ali je naročil to on ali kdo od njemu bližjih, da tudi minister Rupel sam povzame pobudo za politično odgovornost. Če zaokrožim to skozi luč predsedovanja, je, bom rekel, ravno predsedovanje tisto, ki po moji presoji v tem primeru kliče, da sestankov ministrov za zunanje zadeve Evropske unije ne vodi minister, nad katerim je, bom rekel, taka huda obtožba, tako množične kršitve zasebnosti svojih uslužbencev in vseh tistih, s katerimi so ti uslužbenici